pa si pogledamo kvadratni koren racionalnega števila in sicer vemo, da je primer 7 na kvadrat enako 49, poznamo pa obratno operacijo in sicer reče se ji koren iz 49 pa je 7. Lahko takole napišemo, da če a kvadriramo, dobimo a na kvadrat in če a kvadrat korenimo, dobimo a. Korenski znak zapišemo takole in sicer tole je korenski znak, število, ki je pod korenom, je korenjenec in število, ki ga dobimo z operacijo korenjenja, je kvadratni koren. Zapišete si lahko vse tole in sicer obratna operacija od kvadriranja je korenjenje. Pri kvadriranju pomnožimo število s samim sabo, pri korenjenju pa iščemo tisto število, ki smo ga morali pomnožiti s samim sabo, da smo dobili dani kvadrat. Vemo pa, da je tudi minus 7 na kvadrat 49. Potem mora biti koren iz 49 minus 7. Enačba x na kvadrat je 49, ima namreč dve rešitvi in sicer 7 in minus 7. Zato si zapišite, kvadratna enačba ima vedno dve rešitvi. X je koren iz a in x je minus koren iz a. Če si pogledamo na primerih, koren iz 36 je plus in minus 6, ker je 6 na kvadrat 36 in minus 6 na kvadrat je 36. Koren iz 100 je plus in minus 10, ker je 10 na kvadrat je 100 in minus 10 na kvadrat je 100. Koren iz 169 na primer je enako plus 13 in minus 13, ker je 13 na kvadrat enako 169. In hkrati je enako minus 13 na kvadrat 169. Koren iz minus 16, kaj pa to? To se boste učili kasneje, v višjih letnikih srednje šole, zdaj enkrat pa še teh števil, ki se korenijo iz negativnega števila, ne poznamo. Zato se dogovorimo, da zapisujemo odslej, poleg tega se pa dogovorimo še, da odslej zapisujemo le pozitivno vrednost kvadratnega korena in ne te dve obedve. Še tole, kaj se zgodi, če število pod korenom kvadriramo, zgodi se, da se koren in kvadrat izničita. Lastnosti korenjenja si poglejmo. Korenjenje kot operacija ima nekaj lastnosti, katera nam bodo zelo prav prišla, če si jih zapomnimo. In sicer koren iz 900 na primer je 30, ker je 30 krat 30 900. In tukaj vidimo, da se število ničel, s katerim se konča celo število, razpolovi. In druga lastnost je pa, če korenimo decimalko, 0,196 desettisočin, je 0,14, ker je 0,14 krat 0,14 0,196. Število decimalk se pa pri korenjenju razpolovi. Tako, ko se ničla razpolovijo, se decimalke razpolovijo. Tretja lastnost je, da se koren produkta dveh nenegativnih števil je enak produktu korenov teh dveh števil. Se pravi, če imamo dve številke, ki se množita pod korenom, jih lahko združimo oziroma jih računamo lahko vsako posebej. Pa si zapišite to pravilo. Enako je pri deljenju oziroma pri količniku, je koren količnika dveh nenegativnih števil enak količniku korenov teh dveh števil.
Istočasno je treba pa opozoriti, da pri množenju se lahko števili združita pod korenom, pri deljenju prav tako, pri seštevanju in odštevanju pa se ne smeta. Tako da bodite pozorni. Pa si napišite vaja in rešimo nekaj primerov. Koren iz 25 je 5, ker je 5 krat 5 25. Koren iz 100 je 10, ker je 10 krat 10 100. Koren iz 144 je 12, ker je 12 krat 12 144. Koren iz 1 je 1, ker je 1 krat 1 1. Koren iz nič je nič, ker je nič krat nič nič. Koren iz 81 je 9. Koren iz 324 je 18. Koren iz 196 je 14. Koren iz 225 je 15. Koren iz 400 je 20. Potem pa primeri z ničlami. Koren iz 22.500 je, smo rekli, da grejo ničle, da se razpolovijo, in sicer 225 vemo, da je koren iz 225 je 15, ničle pa razpolovimo, se pravi je koren 150. Enako v tem primeru, vemo, koliko je koren iz 64, to je 8, imamo pa 4 ničle in se razpolovijo na 2. Koren iz 144 vemo, da je 12, ničle se razpolovijo. Prav tako v tem primeru se ničle razpolovijo, imamo jih pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, zato ostanejo 3. Podobno je pri decimalnih številih, se decimalna mesta razpolovijo. In sicer koren iz 0,36 vemo, koliko je koren iz 36, to je 6, decimalno mesto pa gre na polovico in je to 0,6. 16 vemo, da je koren 4, decimalne mesti se razpolovijo in morata ostati 2, zato je to 0,04. Koren iz 6,25, 625 je 25 krat 25. In ker sta tukaj 2 decimalni mesti, bo zdaj 1. Koren iz 1,21, vemo, koliko je koren iz 121, je 11. Decimalni 2 mesti gresta na polovico. Podobno je pri količnikih. Lahko posebej, lahko delimo najprej, lahko pa posebej izračunamo. In če posebej izračunamo, je koren iz 4, koren iz 25 je 2 vlomljeno s 5. Podobno tukaj, koren iz 1, koren iz 9 je 1/3. Tukaj je koren iz 100 vlomljeno. Koren iz 121 je 10/11. Pa lahko mogoče ta srednji del na hitro izpustimo. Zdaj moramo upoštevati in tole, da je 81 pod korenom je 9, pa je 1 ničla, vlomljeno z 8. 49 je 7, pa ničle tukaj na polovico, 100. 1 vlomljeno z 121 je 1,1, ker je 11 na kvadrat 121. 0,04 bo decimalke šle na polovico in je to 0,2/3. Koren iz
negativne smo rekli, da ne vemo. To tudi še ne vemo. Če pa minus od spredi, pa lahko zračunamo in je rezultat minus to, kar je pod korenom. In to je 15. V tem primeru pa tudi lahko prvo tole poračunamo in sicer minus pa minus sta plus. Plus 36, to pa je 6. V tem primeru spremenimo celi del v ulomek. In sicer 6 krat 4 je 24, plus 1 je 25 četrtin in je to 5 polovic. Pa lahko spremenimo nazaj v celi del, 2 celi, 1 polovica. Prav tako tole spremenimo v celi del, 2 krat 49 je 98, pa 2 je 101, 49. Popravljamo tole, tukaj bi bilo lahko 23 49 in sicer 2 krat 49 je 98, pa 3 je 101, pa 20 je 121. In dobimo 121 je 11 sedmin. Če spremenimo v celi del je 1,4 sedmine. 4 sedmine. 5 krat 16 je 16 krat 5 je 30, pa 1 naprej, 3 naprej je 80, pa 1 je 81. 16 pod korenom je to 9 četrtin. Je to 2,1 četrtina. Potem imamo pa še en primer in je tole 7 krat 16, 42, 4 naprej, 112 plus 9 je 121 16. Je 11 četrtin, če damo v celi del, je to 2,3 četrtine. Lahko si zapomnite tole tabelo. 10 na kvadrat je 100, 11, 121, 144, 169, 196, 225. Te številke boste zelo pogosto videli in vam bo šlo računanje hitrejše, se jih boste naučili na pamet.